Vojska. Kadarkoli kar kupuje, nastane afera. Pa tokrat niso naročili oklepnikov, terenskih vozil ali pa havbic. Poglejmo, kaj si je tokrat zaželel obrambni minister. Če vam rečemo, da Ministrstvo za obrambo načrtuje snemanje resničnostne serije Vojak v akciji, boste morda mislili, da je šala. Ne, Katarina, verjamem, da ni šala. Že 9 let vodim to oddajo in sem slišal že kaj bolj norga, sploh od te vlade. Torej, minister Marjan Šarec bi imel resničnostni šov Vojak v akciji, za kar bi plačal 2 milijona evrov. In zakaj to rabimo? Vojak sam je danes skrit nekje in ga pokličemo samo takrat, kadar je ujma. Takrat je dobrodošlo, a ne? Drugače pa Bog vari, da se kaj pogovarjamo v vojski. In kje bodo ljudje potem videli, kako vojaško življenje poteka, če ne na televiziji in na vseh možnih medijih? In tu se zavezujem, da bomo posneli vse vojake. Namen je vsekakor dober, če so na televiziji kuhari, nogometaši, pevci, celo politiki. Zakaj ne bi še vojaki? Me pa preseneča, da Šarec, ki je kar dolg delo na televiziji, ne ve, da televizije ponavadi same snemajo svoje oddaje. Ali pa živim v moti, pa po novem kmetijo snema Ministrstvo za kmetijstvo. Talente pa Ministrstvo za kulturo, recimo. Kakorkoli imam predlog, kako bi vojska hitreje in ceneje prišla do svoje serije. Lahko bi sam prilagodil kakšno že od obstoječih oddaj, recimo večere za 5 vojakov, kjer bi vojaki 5 dni drug drugemu večerjo kuhali. Ne vem, če bi bilo tako zanimivo, ker bi bil vsak dan golaž, to je res. Pa recimo Vojska na prvi pogled, to bi bil lahko resničnostni šov, v katerem bi šli mladoporočenci na medene tedne na Poček. Enem so všeč uniforme, kaj? Lahko bi imeli pa tudi vojsko sreče, kjer bi vojaki, recimo na kolesu sreče, namesto Nataše, ko obrača črke, pa bi streljali v tiste črke. Se mi pa zdi, da bi težko naredili vojaškega milijonarja. To bi pa težko, ker v vojski in ben ne zasluži. Aplavz za mehne plače! Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.